Rusija trenutno ni v najboljšem položaju, kar je povzročilo vse večje pričakovanje, da je s Putinom konec. In čeprav je to še vedno precej oddaljeno, mislim, da je vredno raziskati, kaj bi se zgodilo, če bi Putin kdaj padel z oblasti. Dejansko posledice takoj sprožijo vprašanja o tem, kdaj bi bil najboljši čas za to z vidika Ukrajine in širše Zahoda. Za ukrajinsko stran je seveda mamljivo reči, da je prej očitno bolje. In ne želim vas prepričevati v nasprotno, saj vsak dan preživeti v vojni pomeni še en dan stroškov na bojišču in na civilnih ciljih. Vendar obstajajo nekatera bolj subtilna vprašanja glede časa morebitnega odhoda Putina, ki bodo imela precej manj subtilne dolgoročne posledice, ne le za Rusijo, ampak tudi za Ukrajino in preostali svet. Torej, danes bomo to situacijo raziskali v 3 korakih. Najprej vam bom predstavil pregled številnih načinov, kako bi lahko Putin zapustil položaj. Nato se bomo podali k zgodovinski paraleli, razpadu Sovjetske zveze, ki nam bo ponudila nekaj ključnih vpogledov glede današnje težave. Na koncu si bomo ogledali ključne razlike med tem, kako bi Trump ali prihodnji predsednik lahko obravnaval to situacijo. Izkazalo se bo, da bo svet po Putinu ponudil priložnost za Zahod, vendar bo ta draga. Kar odpira vprašanja o tem, ali bo trenutna administracija izkoristila to priložnost na enak način, kot bi jo lahko njen naslednik. Začnimo pa s pregledom Putinovih morebitnih težav. Ne želim se poglabljati v celotno situacijo, saj je to bila ponavljajoča se tema na obeh mojih kanalih v zadnjih nekaj tednih. Osnovni povzetek je, da gospodarska situacija Rusije ni videti dobra za nadaljevanje vojnih prizadevanj. Vendar pa povprečni ruski državljani še vedno živijo povsem normalno. Skupina, ki najbolj trpi, je razred oligarhov, saj izgubljajo poslovne dogovore z Zahodom in dejansko plačujejo za vse povišice plač, ki jih dobivajo povprečni Rusi zaradi večjega povpraševanja po delovni sili. Zato ta problem razumem kot večje tveganje za Putina in zagotovo večji v primerjavi s tem, kjer smo bili na začetku leta. Rad bi vse spomnil, da je gospodarska situacija v Iranu bistveno slabša. Pred samo nekaj meseci so bili tam na ulicah pravi protivladni protestniki, a javno mnenje je, da iranska vlada ne bo kar tako padla. Zato Putinov položaj ocenjujte kot manj resen od tega. Tako, na primer, trgi napovedi ocenjujejo možnosti za padec iranskega režima do 30. junija na 5%. Za Putina je to 2%. Opozoriti je treba tudi, da je Putin star 73 let, zato del tega odstotka odraža naravne vzroke. Kljub temu recimo, da se padec zgodi. Kaj potem? V javnosti prevladuje mnenje, da je vojna v Rusiji nepriljubljena. Novi voditelj, ki ga ne bremeni enaka politična prtljaga kot Putina, se bo umaknil in lahko bomo zaprli to neumno poglavje geopolitične zgodovine. No, ne tako hitro. Nadaljevanje vojne se zdi vse manj priljubljeno med ruskim prebivalstvom, morda je celo povsem nepriljubljeno v celoti. Toda zmanjšanje dejanskih meja Rusije bo pri isti skupini povzročilo bistveno mešane odzive. Ne pozabite, da je bila aneksija Krima v Rusiji izjemno priljubljena. Tudi pokojni Aleksej Navalni, ki so ga imeli za veliko upanje svobodne Rusije, večji del svoje kariere ni podpiral preproste vrnitve Krima Ukrajini. Med Zahodom in povprečnim ruskim državljanom ni soglasja glede tega, kakšne naj bi bile mednarodne meje. Vprašanje v Rusiji je, kako drago je širiti ozemlje. S Krimom je bilo to praktično zastonj. Nadaljevanje v Donbasu pa je po drugi strani precej dražje. In preprosto vrniti ozemlje Ukrajini. Absolutno ne. To bi bil odličen način, da bi bil naslednji voditelj Rusije takoj odstranjen z oblasti. Z drugimi besedami, Zahod bi moral pričakovati, da bo Putina zamenjal nekdo, ki bi ga lahko opisali kot trdolinca. Obstajata 2 načina, kako bi se to lahko končalo bolj pozitivno za Ukrajino. Ena možnost je, da Rusija zdrsne v državljansko vojno, pri čemer Putin ni več na oblasti. Njegova odsotnost ustvari vakuum in pojavijo se različne frakcije, ki vse skušajo prevzeti nadzor nad Kremljem.
Iz prve svetovne vojne vemo, kako to poteka. Ruske čete se vrnejo domov, da izberejo stran v državljanski vojni, medtem ko lahko mednarodni nasprotniki Rusije izkoristijo svojo vojaško prednost. Druga možnost je, da na oblast pride zmernež. To je bolj verjetno, če Putin pade zaradi družbenega gibanja, pri čemer pa je treba poudariti, da so trenutno oligarhi tisti, ki so nezadovoljni z njim. Za zmernežem ponovno ne mislim nekoga, ki si aktivno želi vrnitve na meje iz januarja 2022. Mislim nekoga, ki mu je mar za fiskalni položaj Rusije in manj ceni nečimrni projekt Nova Novorusija. Ta oseba vzhodne Ukrajine ne bo preprosto vrnila Kijevu, vendar bi bila morda pripravljena se ji odpovedati za pravo ceno. In to nas pripelje do današnje zgodovinske vzporednice, padca Berlinskega zidu, združitve Nemčije in konca Sovjetskega imperija. Ker je od te sage minilo že toliko desetletij, je lahko misliti, da je Reagan rekel: Gospod Gorbačov, podrite ta zid. Potem je zid padel, Sovjetska zveza je rekla lahko noč in vzhodna Evropa je srečna odšla domov. Ko bi le bilo tako? Kremelj se je odločil, da si ne more več privoščiti vodenja imperija, ki je opredeljeval obdobje hladne vojne. Toda obstajala je velika razlika med rahljanjem moskovskega hierarhičnega nadzora nad vzhodno Evropo in opazovanjem, kako zahodne sile brez ugovora napredujejo naprej. Kot vse drugo, povezano s hladno vojno, je bila Nemčija v središču konflikta. Postalo je jasno, da se bosta zahodna in vzhodna Nemčija ponovno združili. Natančneje rečeno, vzhod se bo priključil zahodu. Majhna težava. Zahodna Nemčija se je leta 1955 pridružila NATO. Če bi ozemlje, prej znano kot vzhodna Nemčija, zdaj postalo del Zvezne republike Nemčije, bi to pomenilo, da bi bivša vzhodna Nemčija postala del NATO. Srečno pri ugotavljanju, kako bi to delovalo, ko je bilo tam še vedno nameščenih približno 400 tisoč sovjetskih vojakov ter približno 200 tisoč njihove podporne ekipe in vzdrževanih oseb. To je bilo daleč od harmoničnega obdobja, kot ga prikazujejo zgodovinski učbeniki. Združene države so celo začele pripravljati vojaške načrte, kako izgnati Sovjetsko zvezo z tega ozemlja. Vendar je vojna neučinkovita in obstaja vrsta miroljubnih rešitev, ki bi morale obema stranema prinesti koristi. Ključni preboj je prišel, ko je George H.W. Bush predlagal, da bi lahko finančna moč Nemčije rešili ta problem. Veste, takrat je bila Sovjetska zveza v gospodarski krizi. Izkazalo se je, da planska gospodarstva niso tako dobra pri ustvarjanju bogastva. Velike zaloge nafte in plina so dolgo časa Sovjetski zvezi blažile to pomanjkljivost. Toda do takrat so cene energije že padale. Sovjetska zveza je bila na zadnjih izdihljajih. Zato je Nemčija Sovjetski zvezi ponudila precejšnje gospodarske ugodnosti. To je vključevalo brezobrestna posojila za obnovo sovjetskega gospodarstva ter neposredna plačila za gradnjo novih objektov za vračajoče se sovjetske vojake. Celoten paket je bil takrat vreden približno 14 milijard dolarjev. V zameno je Sovjetska zveza umaknila svoje enote iz vzhodne Nemčije in ni poskušala ovirati širjenja NATO na celotno Nemčijo. Takratni namestnik svetovalca za nacionalno varnost in kasnejši obrambni minister Robert Gates je strategijo opisal kot način, kako podkupiti Sovjete, da bi zapustili Nemčijo. No, podkupnina je uspela. In potem, kot pravi preprosta zgodovinska pripoved, ko se je več vzhodnoevropskih držav odločilo, da želijo stvari urejati po svoje, in so si na to želele tudi, da bi jih zahodne države zaščitile pred Moskvo, se Kremelj ni pritoževal. Konek. Počakaj, pustimo to. Potem se je zgodila invazija na Ukrajino. 4 leta kasneje je situacija na terenu videti približno takole. V redu, recimo, da Putin pade in ga zamenja zmernejši voditelj. Kaj potem? Če so posovjetske politične razmere kakšen pokazatelj, bi bil reformator morda pripravljen umakniti se iz mednarodno priznane Ukrajine, morda brez Krima. Če je cena prava. Ni dvoma, da bi Evropska unija začela zbirati sredstva za ta namen, saj Ukrajini primanjkuje likvidnosti. Toda težko si je predstavljati, kako bi karkoli od tega delovalo brez osrednje vloge Združenih držav Amerike v pogajanjih.
Recimo, da se to ne zgodi do leta 2029. Če bi katerikoli verjeten kandidat demokratov zmagal na volitvah leta 2028, bi zagotovo želel sodelovati v sistemu. To bi bil trenutek, ki bi opredelil stoletje, hkrati pa tudi priložnost, da popravimo nekatere dolgoročne napake, ki jih je Zahod naredil, ko se je sončil v sijaju svoje zmage v hladni vojni. Edina težava tukaj je, da bo to drago. To se zdi še huje kot situacija v vzhodni Nemčiji, ker je bila to najbolj oddaljena točka sovjetskega imperija. Vzhodna Ukrajina pa je po zakonodaji federacije v primerjavi s tem polnopravni del Rusije. Če bo Marco Rubio predsednik leta 2029, tudi ne dvomim, da bi bile Združene države pripravljene plačati potrebno vsoto. Če pa bo J.D. Vance predsednik leta 2029, nisem tako prepričan. Iz razkritih klepetov na Signalu vemo, da spada v strogo izolacionistični tabor, Amerika na prvem mestu. Težko si je predstavljati, da bi bil pripravljen zagotoviti potrebna sredstva za ta program. Obrnil bi se na evropske voditelje in povedal, da je to njihov problem in Združene države bi se zaprle na drugi strani Atlantika. Kratek opomnik o verjetnosti, da pridemo do te točke. Vance še vedno vodi na trgih republikanskih kandidatov s 36% možnostjo. Vendar je Rubio utrdil svoj položaj pri 25%, saj je verjetno največji dobičkar vojne z Iranom v Ameriki. Zdaj, če ste gledali te številke in se spraševali, kaj počnemo, kaj se dogaja, potem boste veseli, da je Tucker Carlson tretji najbolj verjetni republikanski kandidat, 7%. Kakorkoli, celotno izhodišče tega videa je, da je časovni okvir morebitnega padca Putina pomemben. In zdaj bi moralo biti jasno, zakaj. Ni mi treba povedati, da je Trump bolj podoben Vanciju kot Rubiu. Če bo Putin padel v naslednjih nekaj letih, si je težko predstavljati, da bi Združene države financirale prizadevanja za prenos ozemlja nazaj v roke Ukrajine, še posebej, ker Združene države ne plačujejo več za opremo, s katero bi vojaško ustavile Rusijo pri zavzemanju dodatnih ozemelj. Zdaj pa obstaja nekaj pridržkov glede tega zaključka. Prvič, Trump nima nič raje kot ustvarjanje projektov, ki bi opredelili njegovo zapuščino, čeprav ti običajno niso tako zapleteni. Ubere lahke zmage in gre naprej k naslednji. Pomislite na plesno dvorano v Beli hiši, ki bo zavedno povezana z njim. Čeprav reorganizacija Evrope morda ni tako težka kot poskus nadzora iranske zunanje politike, zagotovo tudi ni lahka. Morda bi Marco Rubio v svoji vlogi svetovalca za nacionalno varnost lahko igral na Trumpov ego in ga prepričal, da je to njegov projekt, ki bo opredelil njegovo zapuščino. To bi naredilo nepriljubljenost vojne z Iranom le opombo v zgodovinskih učbenikih. Torej, če potrebuje nekaj, da uravnoteži to polomijo, je Ukrajina prava stvar. Pa še za nameček, kdo ve. Mogoče lahko preimenujejo Donbas v Donbas. Drugi zadržek je, da bodo pogajanja v tem procesu trajala zelo dolgo. Berlinski zid je padel 9. novembra 1989. Zadnje sovjetske enote, ki so bile takrat že ruske enote, so Nemčijo zapustile šele 31. avgusta 1994. Tudi če Putin odide z položaja jutri, bi lahko sledil dolgotrajen pogajalski proces z Evropo, ki bi novega ruskega voditelja zanimal vse do naslednje ameriške inavguracije. Torej, kaj smo se danes naučili? Putin verjetno ne bo kmalu odstavljen z položaja, vendar lahko zdaj vsaj govorimo o posledicah. Naslednji ruski voditelj verjetno ne bo kar tako zapustil vzhodne Ukrajine. Dogovori, da bi Rusijo izrinili ven, pa so morda mogoči. Toda ali bodo Združene države pripravljene plačati potrebno ceno, je odvisno od tega, kdaj bo Putin zapustil položaj. Medtem pa lahko zaprete ta video in se potopite v eno od teh dveh odličnih knjig o izvorih vojne. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. Se vidimo naslednjič. Skrbite zase.